kanalu. Danes pa z vami Ema in pa Luka, ki je za kamero. Nahajamo pa se v Egiptu, natančneje v Hurgadi. Sem prišla na počitnice, danes gremo na en ful hud izlet in namreč v Puščavo. Jutri gremo na snorklanje, pa na ene najlepših plaž v Egiptu. Vmes vam pa pokažemo še malo hotela, tako da splača se gledati, ostan z nama. Zdaj hodim na bazen. Zdaj je danes drugače 43 stopinj, tako da v bistvu umiram od vročine. Čez ene 2 urci gremo na izlet, ampak ne vem, koliko je vroče, jaz moram še enkrat skočiti v bazen, danes, ker drugače ne bom zdržala. Thank you. Zdaj čakamo v recepciji, zato da gremo na izlet. Luka, kaj bomo delali danes? Naš plan je tak, da se gremo prvo 4-kolesniki voziti, pol bomo šli z bagi, pa tretje z džipom, pol pa sledi. Pa gremo pa k beduinom, tam bomo spili menda en čaj, pogledali, kako se naredi njihov tradicionalni kruh. Jahali bomo kamele, zvečer pa sledi še ena baje zabava, tako da bo ful zanimivo. Predvidevam, da bo kar nekaj vprašanj, kaj se dogaja z mojim obrazom, pa naj kar sama povem. V glavnem, imam neko alergijo na očeh, zdravniki ne vejo česa, tudi jaz ne vemo česa. Prinesla sem jo že iz Slovenije sem, tako da tle se je malo še poslabšala, ampak zdaj gre počas na boljš, malo me srbi, boli me ne, tako da it's good, pa upamo, da bo čim prej boljš. Evo, Ema, naš lobby, kje je najno mesto? Tle. Tu so najdali. Ja, da nekaj meni je tako vroče, zdaj moram imeti pa to gor, da me ne opeče, pač ogled. Zveni je 43 stopinj. Miram. Tako je prav. Čez lahko. Perfect. Thank you. Mi da smo radi. Spremni za safari. Gremo Slovenije! Tu smo se zdaj razdvojili v 2 ekipe, ena hitrejša, ena počasnejša. Jaz sem šel hitrejšo, Ema tamle je malo počasnejši, ampak mislim, da bo se imela ful dobro. Evo, vožnja 4-kolesniki se je končala, zdaj pa gremo z džipom do beduinov. Drugače pa tle so znaš zelo zanimive ljudi. Puščavo gremo in jatle, ni veste. Zdaj smo šli še na vožnjo z džipi, zdaj nas bo fajn prerukali, tako da pokažemo malo, kako izgleda Puščava bolj od znotri. Subscribe Džunglas channel. Like and share. صالح من عندك تجيني خالص عند الصورة هنا. Jala, habibi. Prvič v življenju jaham kamelo. V bistvu si zelo visoko, res je velika žival. Gre zelo počas, Emi se pa preveč smilja te živali, da bi to poskusila. Tako da priporočam vsem, če pa ne podpirajo tega, pa tudi sprejmejo to. Glede to, da sem bila že jaz kar ene parkrat v Egiptu, sem že jahala kamele. Danes se nisem odločila za njih, ker sem iskreno povedano malo smiljo. Jaz sem prej skar skupadla v tej vročini, one morajo pa takole po tej vročini turiste gor pa dol prenašati. Zdaj vem, da so navajene samo sen, jaz sem preveč rada živali, jaz to ne morem. Tak se pa pripravlja njihov tradicionalni kruh. Če vas je vedno zanimali, zakaj so te ženske tako oblečene, naj vam povem. Ko se poročijo, si morajo zakriti obraz, pa pač lase imajo že prej zakrite kot mlajše punce. Ko pa se poročijo, si zaokrijejo še obraz in pa se oblečajo v črno z nekoliko barve. Ko pa mož umre, se cele oblačijo samo še v črno. Zdaj pa še o številu žen, ki jih lahko imajo beduini. Prva
mora biti iz iste vasi, vse 3 ostale pa lahko ima iz kjerkoli, lahko so Evropejke, če hoče. V bistvu ta prvi pride do očeta izbranke in on potrdi, ali je primeren kandidat ali ni. Pol pa se vpraša njo, če bi ona želela to poroko ali je ne bi želela. In če hoče to poroko, mu da čaj z veliko sladkorja, če pa noče, pač ga za ženina, mu da pa čaj brez sladkorja. Tako da na ta način ženin zve. Zdaj gremo na večerjo, ful smo zmatrana, tako. Čeprav je bil sam poldnevni izlet, smo upita. Ne vemo sicer zakaj, ampak po moje ta vročina pa vseeno. Ja, danes je bil res naporen. Ko rečeš Emi, da lahko vzamem sladico, ker je bila pridna, pa misliš na kaj takega zdravega, Ema pa včasih drugače to razume. Ja, jaz sem vzela to dobesedno. Oni imajo ful radi napitnine in če jim daš kako napitnino, te pol zna kaj takega pričakati v posli. Za nama je en res čudovit, lep in vroč dan. Naj na svet za v puščavo oziroma safari, kjerkoli bote, nujno dolge hlače, pa veliko pite, ker drugače bo hudo. Mi da smo se imela ful lepo, upam, da ste se imeli tudi vi. Jutri snemamo par 2. In upamo, da ne bomo srečala morskih psov. Ja, res, pač ni nemogoče, da jih srečamo, upamo, da ne. V glavnem, subscribite se na ta kanal in se gledamo. Čau!